lep popoldanski pozdrav tukaj v tem evropskem popoldnevu na študentski areni. Moje ime je Urban Lapajne, prihajam iz tovarne Podjemo, iniciative Startup Slovenija. In jaz se v bistvu 24 ur, 7 dni v tednu, zadnjih 8 let ukvarjam s podjetništvom. In ne s kakršnim-koli podjetništvom, ampak s podjetništvom mladih. Mladi podjetništvom, startup podjetništvom, skratka s tistimi, ki imate neke brihtne ideje, pa bi te ideje radi pripeljali od neke vizije pa do neke konkretizacije. In pač moja naloga in naloga inkubatorja in vseh ostalih inštitucij, ki se tukaj v Sloveniji trudimo za to inovativno podjetništvo, je, da vam, ki imate neke ideje, pripravimo in zagotovimo čim boljše programe, svetovanje in orodja, da boste najučinkoviteje pripeljali in v najkrajšem možnem času pripeljali to idejo, torej v smeri neke konkretizacije. In zdaj, današnji ta popoldne, oziroma te urco pa pol, koliko se bomo družili, bo sestavljeno iz dveh delov. In sicer v prvem delu bom jaz na kratko predstavil neke napotke, katerih je fajn, da se držite, ker boste na ta način povečali možnost svojega uspeha, podjetniškega seveda in konec konca tudi kariernega. V drugem delu pa ne bom sam, ampak se mi bodo pridružili trije mladi podjetniki, ki so kljub svojim mladim letom dejansko ustvarjajo že zavidljive podjetniške zgodbe, ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno. Tako da so res trije cool fantje, zdaj pač nažalost so samo fanti, ne nobene punce vmes, ampak vsekakor jaz mislim, da bo to eno tako zanimivo srečanje. Želel bi si, da čim več sprašujete, pa komentirate, pa me prekinjate, zato da bo to čim bolj neko tako srečanje, če ne zdaj v tem prvem delu, pa predvsem v tistem drugem delu, ko bodo z nami gosti in bo predvsem to mišljeno kot neki pogovor, neki dialog, manj pa kot neko upfront predavanje. Jaz imam vedno pripravljenih milijon vprašanj za moje goste, ampak še vedno v bistvu čakam okroglo mizo, in ta želja se še mi ni uresničila, kjer bi imeli slušatelji več vprašanj, kot jih imam jaz. Da jaz pred vsako okroglo mizo z veseljem in z pričakovanjem čakam, ali je ta okrogla miza oziroma ta pogovor, kjer bodo imeli slušatelji več vprašanj kot jaz, tako da jaz upam, da bo ta. In v osnovi je to. Malo mi povejte, koliko izmed vas ima tukaj neke podjetniške ideje? 1, 2. Tam so zadaj punce, tako se nam je žljivo roke dvigne, ne? Ok. Dobro, cool. Skratka, okolje, v katerem razvijamo podjetniške ideje, se je zadnjih 50 let korenito spremenilo, kar pomeni spremenilo predvsem v smeri, da je vstop na nek trg postal enostavnejši. Kaj po vašem mnenju potrebujete danes, da naredite neko mobilno aplikacijo? Kaj rabimo? Rabimo 500 kvadratov hale, pa za 2 milijona strojev. Računalnik rabimo, ne? V osnovi je to, kar imamo vsak že doma, je osnovno sredstvo v neki ta nov svet podjetništva, v neko to globalno priložnost, ki jo imamo. In dejansko to, da so postale vstopne pregrade tako nizke za veliko teh globalnih priložnosti, pomeni, da je konkurenca na globalnem nivoju postala velika. In da s tem, ko vi naredite neko rešitev, ne tekmujete samo z vašim kolegom iz Ljubljane, Nove Gorice in pa Celja, ampak tekmujete kar naenkrat nekom iz Londona, Šanghaja, San Francisca ali pa Meksika. Svet je postal globalnejši,
Trg je postal globalnejši, kar naenkrat od dneva ena za večino produktov tekmujete na globalnem trgu, kasneje, kot bomo videli, recimo ti mladi podjetniki so od dneva številka ena, ko se predstavlja ta trg, dejansko soočajo z globalno konkurenco in seveda, če hočete vi tekmovati z globalno konkurenco, morate biti enako dobri ali pa boljši, kot je ta globalna konkurenca. In zadnje dve točki, ki smo jim priča, pa govori o tem, da se hitrost sprememb in uvajanja nekih novosti v okolje ekstremno povečuje. Kar pomeni, da se inovacijski cikli, to pomeni hitrost, katero podjetja uvajajo, oziroma inovirajo in uvajajo te inovacije na trg, se izrazito krajša, skratka, podjetja so vse hitrejša in so nekako pod tem tržnim pritiskom, da imajo vedno v krajšem času nekaj novega za nas potrošnike, da lahko hitimo v štacune pa nekaj kupujemo ali pa na App Store, skratka ne, vedno večji pritisk je na to inoviranje, na te krajše inovacijske cikle in hitrost sprememb, za katerimi se poslovni dogodki in pa dogodki na trgu dogajajo, se povečuje, kar pomeni, da preprosto moramo kot podjetniki biti nekako hitri, agilni in pa sposobni držati korak za temi norimi spremembami. Zdaj, vedno začnem predavanje s tako spodbudno številko in ta je ena izmed teh, skratka 9 izmed 10 produktov ali pa startupov propade in še druga številka, 66% startupov oziroma produktov radikalno spremeni svoj izhodiščni načrt. Zakaj so te spodbudne številke za vas pomembne? Je, da je preprosto podjetništvo je tvegan posel, je tvegan način, je tvegano početje, ampak z nekimi premišljenimi koraki, z nekim treznim razmislekom je pa pač možno znatno povečati svojo možnost uspeha. In če se vprašamo, zakaj je ta statistika tako črna, skratka 9 izmed 10 propade, to je več kot 90% je podjetniški neuspeh. Po nekaterih statistikah večinoma teh startupov ali pa teh produktov ne propade zaradi tega, ker podjetniki ne bi znali fizično narediti produkta, skratka nekega izdelka, ali pa da ne bi znali skodirati aplikacije, ali pa da ne bi znali, pripraviti inovacije do nekega opremljivega produkta ali pa izdelka. Ampak velika večina produktov in startupov propade zaradi tega, ker nihče ni želel kupiti tega, kar so oni izdelali. Zato je zelo pomembna razlika. Torej, obstaja velik razkorak med tem, da ti nekaj narediš, nekaj, kar se tebi zdi cool izdelek ali pa cool storitev, in razkorak med tem, da dejansko to ti prodaš. Torej, da najprej identificiraš nekega kupca, ali to lahko fizična oseba, lahko pravna oseba, in jo potem analiziraš, torej, da zaznaš, kakšne bolečine, kakšne neizpolnjene potrebe ima, in ji potem predstaviš ta tvoj izdelek kot rešitev oziroma odgovor na njene neizpolnjene potrebe in da ti potem pripravljam to za to plačati. Skratka, velik razkorak je med tem nekaj narediti pa nekaj prodati. In ta razkorak je en izmed ključnih razlogov, zakaj toliko podjetij propade. In največkrat se zgodi to, da naredimo nekaj, kar nihče ne želi, zaradi tega, ker se podjetniki zaljubijo v svoj produkt. Ta produkt, v katerega ali pa storitev, ali pa izdelek, ali pa aplikacija, karkoli pač je, ki jo podjetniki razvijajo, postane neki njihov mali otročiček, in se z njega zaljubijo, je valjda najlepši na svetu, je najboljši, Bog ne daj, da jim kdo pove, da mogoče ta vaš otročiček pa ni najlepši, to je že katastrofa, ta neki podjetniški optimizem, mogoče taka malo samovšečnost, je velikokrat krivo za to, da premalo poslušamo tistega, ki je v resnici pomemben, ki ima vse odgovore, to pomeni kupce
in da preveč gradimo produkt kot neke svoje, take egoistične, egocentrične perspektive. Ne? In to nas potem pripelje do tega, da zgradimo nekaj, ne kar trg želi, ali pa kar kupci želijo, ampak nekaj, kar je pač plod nekih lastnih predpostavk, ki jih nismo preverili na trgu. In ravno to, da mi gradimo nekaj, kar kupci želijo, nekaj, kar je neka ključna bolečina uporabnikov, je to, kar govorijo tako imenovane vitke in agilne metode gradnje podjetij. Ključni cilj tega je, da vi ne zapravljate vašega dragocenega časa, energije in denarja, da izdelujete in gradite nekaj, kar na koncu nihče ne bo kupil. Torej, vaš čas, vaša energija, vaš entuziazem in vaša kreativnost so najbolj dragoceni resursi, ki jih imate in zato jih porabite za nekaj koristnega. In jasno, ključ do uspeha je to, da se pogovarjamo in da smo v nenehnem in čim bolj tesnem stiku z našimi uporabniki. Skratka, ne, da se zapremo v nek laboratorij, pa tam v nekem vakuumu na podlagi lastnih predpostavk razvijamo te ideje, ampak da jih razvijamo v nekih manjših korakih, v tesnem koraku, oziroma v tesnem stiku z našimi potencialnimi uporabniki. In torej ta vitek način vodenja startupa oziroma gradnje podjetja ni nič druga kot to, kot neka pot majhnih korakov, v katerem vsak korak, vsako predpostavko temeljito preverimo in potem za serijo nekih drobnih korakov pridemo od nekega izhodiščnega načrta, ki smo si ga zastavili, do dejansko načrta, ki v resnici funkcionira. Skratka, od neke izhodiščne ideje za nek naš izdelek do ideje, ki bo dejansko, do produkta, ki bo dejansko odgovarjala, izpolnjevala neke neizpolnjene potrebe naših uporabnikov, kupcev in tako naprej, in dejansko do izdelka, ki bo funkcioniralo. In kakšna je zdaj največja razlika med nekim tradicionalnim pristopom, pa med tem vitkim oziroma vitkim pristopom, je, da v primerjavu klasičnega pristopa smo mi nek produkt ali pa nek izdelek na podlagi lastnih predpostavk razvili brez nekega intenzivnega sodelovanja z našimi uporabniki, razvili smo ga na podlagi nekih lastnih predpostavk, in šele na to smo ga predstavili trgu. In kaj se je potem zgodilo? Ali se je zgodil boom, kar pomeni, da so kupci ponoreli, kar se zgodi v zelo malo primerih, ali pa se je zgodilo to, da pač preprosto ni bilo kupcev in smo propadli. Ta vitek način pa preprosto govori o tem, da mi ne razvijemo in zapravimo pol leta, 1 leto časa za neki končni produkt, ampak da za pomočjo nekih drobnih korakov, prototipov, serij eksperimentov razvijamo naš produkt in ga pripeljamo od nekega izhodiščnega načrta do dejansko do izdelka, ki deluje. Ključne značilnosti tega procesa so hitrost, učenje in osredotočenost na bistvene elemente, ki so za nas v tej fazi pomembni. Samo da jaz vidim. Ima kdo kakšno uro sem tako rekel? Vem, kak sem s časom. Aha, ok, hvala. Dobro. Skratka, vaša naloga je, da se kot podjetnik spremenite v en taki privlačen, agilen, pa seksi pav, ki je vitek agilen in seksi, in da v vašo podjetniški DNK vgradite hitrost in pa fokus. Skratka, postati morate biti nekako hitri, agilni in pa privlačni za vašega kupca. In zdaj, kak ta neki vitek način dela funkcionira? Ima tri korake. Najprej zapišete neki izhodiščni načrt, ki ste si ga zamislili, potem prepoznate najbolj tvegane točke tega načrta in na koncu sistematično testirate vsako izmed teh ključnih predpostavk vašega načrta. Zdaj, ko rečemo načrt, načrt je, torej ni samo zdaj načrt, tehnični načrt, tehnična risba za neki izdelek, ampak je načrt vseh ključnih predpostavk vašega biznisa. Torej, vaš biznis bo uspešen takrat, ne samo, ko bo imel cool izdelek, ampak tudi takrat, ko bo imel ta izdelek ta pravo ceno, ko
ko bo prodan po ta pravih prodajnih kanalih, ko bo pravilno komuniciran, ko bo imel ta prodajno strategijo, cenovno politiko in tako naprej. In vse te ostale elemente imenujemo poslovni model, torej elementi poslovnega modela. In vaš izhodiščni načrt so torej elementi poslovnega modela. Torej, kdo so kupci, kakšen problem imajo ti kupci, kakšna je vaša neka edinstvena ponujena vrednost na trgu, torej zakaj ste vi edinstveni, kakšna je rešitev, kakšni so neki ključni kazalniki, po katerih se v vaši panogi, v vašem poslu meri uspešnost, kakšni so prodajni kanali, kaj zaračunavate in tako naprej. Tako vse te elemente zapišete kot neki izhodiščni načrt, to so seveda vse vaše predpostavke, to še ne smete vzeti, zdaj bom rekel po domače zdravo za gotovo, ampak so to vse neke vaše izhodiščne predpostavke, ki jih morate v naslednjem koraku sistematično preverjati. In torej druga točka je, da se prepoznajo najbolj tvegane točke tega oziroma tega izhodiščnega načrta. Kasneje bomo z gosti govorili, kaj so bile najbolj neke tvegane predpostavke njihovega poslovnega modela. In potem vsako izmed teh predpostavk z vašo ekipo, z svetovalci, z potencialnimi investitorji, konkurenci in pa strankami, potem vsako izmed teh strank sistematično testirate. Kar pomeni, da če ste rekli, da je bil vaš izhodiščni plan, da so vaš ključni segment uporabnikov, študentje ljubljanskih družboslovnih fakultet, je vaša naloga, da se pomešate med te ljubljanske študente družboslovnih fakultet in se z njimi pogovarjate o problemih, za katere predpostavljate, da jih imaš, o možnih rešitvah, za katere predpostavljate, da jih imajo, in dejansko preverite, ali vaša predpostavka drži ali ne drži. In vaša naloga kot vodje neke podjetniške ekipe oziroma vodje nekega podjetja je predvsem voditi ta proces sistematičnega testiranja vseh ključnih predpostavk vašega poslovnega modela. In v teh predpostavkah so pomembni 3 elementi, torej hitrost, da te eksperimente izvajate relativno hitro, kar pomeni, ker ste pred nenehnim pritiskom pripeljati izdelek na trg, ker ste pod nenehnim pritiskom hitrosti inoviranja, morate biti dejansko skozi hitro in hitro izvajati te eksperimente. Skozi morate biti osredotočeni na neke ključne stvari, ki jih želite izvedeti. Skratka, v prvi fazi s temi študenti ljubljanskih družboslovnih fakultet ne boste pogovarjali o tem, kje radi žurajo, ampak se boste pogovarjali predvsem o tem, kakšen problem imajo, ali pa na kak obstoječ način ta problem rešujejo. In šele takrat boste izvedli neke ključne stvari, s pomočjo katerih boste lahko neke predpostavke preverili ali potrdili. In pa, kar je najpomembneje, da se v vsakem izmed teh korakov nekaj naučite in da z tega nekaj potegnete. Tako da nobene stvari ne počnemo samo zato, ker je pač to fajn ali pa se fancy sliši, ampak ker nam ta nek korak, torej nek eksperiment, intervju, pogovor z uporabnikom prinese neko novo učenje. Torej, za vašo podjetniško idejo in z vašim startupom se v osnovi nahajate v 3 fazah. Torej, v prva faza je tako imenovana faza problem-rešitev, ko danes mi iščemo predvsem, kateri problem rešujemo in komu ga rešujemo. In za to prvo fazo še mi ne potrebujemo nobenega prototipa, produkta, gotove aplikacije, ampak zgolj potrebujemo neke osnovne retorične sposobnosti, da se pogovarjamo s strankami, da odkrivamo, kaj je njihov problem, kaj je njihova bolečina. Potem, ko gotovimo, komu rešujemo, kateri problem se premaknemo, torej v drugo fazo ujemanja produkta in trga, kjer dejansko mi z nekim prototipom preverimo, ali je način reševanja, torej nekega problema, neke bolečine ta pravi.
in šele na to gremo v neko fazo, kjer potrebujemo končno verzijo produkta, vse je lepo zapakirano z rdečo mašnico in tako naprej. Skratka, izognite se temu, da prehitro razvijate neke končne verzije produkta, preden ne preverite vseh teh ključnih predpostavk, ki so ključne za uspeh vašega posla. Skratka, in večino napak se zgodi ravno v tej zelo zgodni fazi, ko mi na pamet predpostavljamo, da imajo naši uporabniki nek problem, neko bolečino, ko mi na pamet predpostavljamo, da je mogoče naša rešitev ta prava rešitev, ko mi napačno predpostavljamo, kako močna je ta bolečina, ki jo mi rešujemo za našim produktom in tako naprej. In potem se podjetniki prehitro premaknejo naprej in dejansko se na koncu zgodi, da so delali napačen ali pa malo napačen izdelek. Ok. Zdaj, kar se na kateri miti je, da torej ta način, vitek način gradnje ali pa lean gradnja podjetja, dejansko ni nekaj, kar je enostavno, ni nekaj, kar ima neko čarobno palčko, ki vam bo prineslo zagarantiran uspeh, ni nekaj, kar je poceni, ni nekaj, kar je brez bolečine, nekaj, kar zagotavlja hitre rezultate. Ta način dela, da vi se sistematično ukvarjate in preverjate vse ključne predpostavke vašega poslovnega modela, bomo vzelo še več energije, še več časa, še več nekega fokusa in še več vašega poglobljenega znanja, ampak verjetnost uspeha oziroma verjetnost, da boste na konci naredili nekaj, kar bodo dejansko kupci potrebovali, bo veliko večja. Zato dejansko vsem priporočamo, da se torej produkt ali idejo, karkoli pač počnete, gradite za serijo nekih malih eksperimentov. In pod črto, ker so moji gosti že vsi tukaj zbrani, bom zaključil, je torej vitek način gradnje, pa način, da boste povečali možnost uspeha, je ta, da delate več manjših korakov in v te male korake temeljito preverite za neko serijo eksperimentov in zato se pač preprosto, če boste delali korak po korak, se ne bo moglo zgoditi, da boste prišli na mesto v to smer, zato ker boste že v tretjem koraku, dejansko vam bo feedback, pa bo vaše stranke povedale, da ste na napačni smeri in da morate spremeniti kateregakoli izmed elementov vašega poslovnega modela. To je bilo za neko izhodiščno debato z našimi podjetniki vse. Ima kdo mogoče kakršnokoli vprašanje vezane na ta neke izhodiščne misli, o katerih smo govorili? Ne? Nekaj način kreiramo stranke, če hočemo delati rezultate svetovnih trg. Če niso zdaj tvoje stranke samo študenti, družboslovnih stvari, univerze v Ljubljani, če v bistvu to sam peščica teh ljudi, pa večina ljudi ni zainteresiranih, če pa neka nična zadeva, ko svetovne delilo, je pa lahko vse neka precej uspešna zgodba. Mislim, način, da priješ tudi teh strank je mnogo, lahko so to, neki spletni intervjuji, Skype intervjuji, ankete, ampak v osnovi jaz mislim, da v teh zgodnih fazah, ko ti šele tipaš, kaj počneš, za koga počneš, kateri problem rešuješ, skoraj moraš iti v živo, te stranke spoznati z njimi govoriti. Zdaj, če pač to pomeni, da greš za 2 tedna ali pa 3 tedne v London, pač moraš iti tja. Zato, ker če nisi ti v stiku z njimi, če ti ne začutiš njihovega vsakdanjika, njihovih nakupnih navad, odločevalskega procesa in tako naprej, boš lahko brcno v temu. Ok? Cool. Hvala. Matija, Martin, Robert, pridite naprej. Ok? En aplauz za naše podjetnike, da so tako prestrašeni. Tu bi sicer mogla biti rdeča preproga za naše podjetnike, ker žal je samo oranžna. Bravo. Yes. Ok? Zdaj. Si že videti? Ja. Se lahko, mogoče kar tu nastavimo, da še razum je tak stav. Da bo stike lepše. Si imaš 5 sekund. Ja.
podjetniška delavnica, pa želim, da čim več v bistvu tudi vi sodelujete, ne, zdaj bodi si za vprašanje, komentarji, kakorkoli pač. Smo pripravili tudi eno taki, podjetniki imajo radi izzive in zato smo tudi pripravili en izziv za vas. In sicer tisti, ki bo skupina ali posameznik, ki bo prvi želel predstaviti svojo podjetniško idejo tukaj na odru in prepričati nas uporabnike, da je to neka cool zanimiva stvar in zbrati feedback od strokovne žirije, bo prejel torej slovenski prevod knjige Delaj vitko, v kateri so natančno opisani torej vsi postopki in to, kar sem jaz povedal v 20 minutah, je tukaj super enostavno opisano in ta knjiga dejansko vam bo ful fajn koristila vsem tistim, ki boste razvijali podjetniške ideje, ampak ne še vsi naenkrat, ne. To bomo naredili nekje na sredini našega pogovora, tako da, ko bomo goste že malo segreli. Tako da še enkrat, torej, dobrodošli tukaj med bodočimi potenciali in potenciali slovenske ekonomije, našimi talenti. Mogoče za vse tiste, ki vas ne poznajo, za začetek ena taka kratka uvodna predstavitev, kako ste, kaj počnete. Moje ime je Robert Parazin, jaz sem podjetnik zadnjih 5 let, oziroma že več 8. Trenutno vodim moj 5. startup. Zadnja 2 sta prejšnji moj je bil Double Record, s katerim smo v bistvu se pred 4 leti preselili v Ameriko. Tam pridobili sredstva za v bistvu širitev na trgu, ampak nekako se to na trgu tam pol ni šlo. Potem sem v bistvu naredil nov startup, ki se imenuje TVBeat. TVBeat je podjetje, ki meri gledanost televizije. Trenutno nas dela v tem startupu 20, bazirani smo med Londonom pa Ljubljano. Pridobili smo $2,3 milijona pred parimi meseci in trenutno smo v fazi, kjer scalamo tim, tako na biznis in na tehnični strani. In jaz sem v bistvu zaposlil direktorca, tako da sem zdaj odgovoren za produkt. To se jaz. Zdaj to je ful nevredno vprašanje, ko morate vprašati, koliko si star? Star sem trenutno 28. Dobro, hvala. Vsi to je pomembno, da nekaj danes samo govorimo o mladih podjetnikih, nekaj da bomo rekli, da si mlad, če... A sem star? Ne. Zgledaš. Čakaj, da prijemo do mene. Živijo, sem Martin Blazinšek, prihajam iz startupa Enovise. V tem startupu razvijamo platformo za nadzor fermentacije mošta, ki je sestavljena iz pametnega senzorja, enometer, meri sladkor in temperaturo. Centralna postaja zbira podatke, potem pa v bistvu so dostopni te podatki iz mobilne oziroma spletne aplikacije. Dejansko pač taka čisto klasična Internet of Things platforma, ampak kaj tukaj novega je to, da smo v bistvu razvili svojo metodo za merjenje sladkorja, ki jo nameravamo patentirati. Druga zadeva, pač inovativnost, pa izhaja iz tega, da dejansko uvajamo neko novo tehnologijo v zelo tradicionalno panogo. Startup smo začeli lani po zmagi na Start Cloudu in grede danes je v bistvu tudi ta dogodek začel zaključek letošnji. In to nam je dal nekak zagon, da smo v bistvu ustanovili podjetje in se pač odpravili na to podjetniško pot. Mi smo še par drugih nagrad pobrali, najbolj ponosni smo pa v bistvu na to, da smo prejeli semensko investicijo v višini 50 000 evrov od bolgarskega sklada Landshab letos junija, pa da imamo 5 ključljivih beta uporabnikov. Star sem pa tudi 28. Cool. Dobro smo izbirali te goste, ne? Cool, ja. Jaz sem Matija Hiti, prihajam z podjetja Jollydeck, tam sem co-founder skupaj še z enim kolegom. Ukvarjamo se z izdelovanjem računalniških iger, ki jih uporabljamo za izobraževanje zaposlenih v velikih korporacijah. Dobro leto pa pol nazaj smo se preselili v Anglijo, kjer smo bili sprejeti v en accelerator Wire, tam smo dobili semensko investicijo. In od takrat naprej praktično smo na svojem, nismo še šli v naslednjo rundo investiranja. Ta trenutek se ukvarjamo predvsem s tem, da razvijamo platformo do te mere, da bomo dokazali, da zares deluje na tak način, kakor smo si zamislili. Ok, super to. Starost? 37. Starina. Ja, tak je. Ok, dobro, začnimo lepo po vrsti. Najprej, torej vsi ste mladi, kreativni, ustvarjalni. Zakaj
zakaj v bistvu v podjetniško pot? Pod vprašanje, ali je bila za to kriva neka priložnost, ki ste zaznali, ali je bilo to preprosto ali ste preprosto to že od začetka vedeli, da vi želite biti podjetnik, vi želite lastni kreirati svojo podjetniško zgodbo, vi želite biti kralj svoje sreče in usode. Kaj je tisto, kar vas je prepričalo, namesto da hodite od 8 do 4 službo, da delate malo več kot 8 ur na teden in na dan, da tvegate neprimerno več? Izvoli. Da namesto od 8 do 4, da od 7 do polnoči. Jaz osebno sem si vedno želel imeti neko podjetje. Takrat, ko je bila ta želja na faksu, v bistvu nisem vedel, kjer smer bo sploh šlo, oziroma če bom sploh karkoli iz tega naredil. Zakaj pa sem se podal na podjetniško pot? Zato, ker je cool. Na začetku sem zdaj cool. Verjetno vse tisto, kar sem prej povedal, tega nisem naredil. Sem bolj izhajal v bistvu iz neke ideje od očeta. Se pravi, on je hotel narediti, imel več naprav in je hotel povezati v merilni sistem. Delo je namreč analize vina za okoliške vinogradnike. In takrat smo s kolegom Jakatom pa s Primožem smo hoteli narediti napravo, kamor se zlije vino, pa v bistvu dobiš ven vse parametre. In zakaj smo se podali? Zato, ker ne vem, ko smo začeli hoditi na takšne predavanja, se nam je zdelo to zanimivo. Po drugi strani pa ker nas je Tomaž Frelih prepričal, da se prijavimo na StartCloud. Ok, cool. Super. Ti? Ful je bilo zanimivo, mi danes sva z Robertom sva preletela skupaj iz Londona in sva 2 uri imela na letalu, da smo malo debatirala o raznih stvareh. Zdaj, bom jaz izdal, kaj on povedal meni, glede tega podjetništva in vsega. On pravi, jaz sem sanjal to že od svojega ne vem katerega leta, da bom jaz podjetnik in vse ostalo. In jaz nisem, recimo. Jaz sem sanjal o nekih čist drugih stvareh, jaz se nisem predstavljal, da se bom šel kdaj kakršnokoli tako stvar, konec koncev tudi. Takrat če bil mlad, je to izgleda čist drugače. Fora je v tem, da v to preprosto, če gledam našo zgodbo, so nas pripeljale mogoče razmere, v katerih smo se s kolegom znašla, pa prepoznavanje priložnosti nekje. Povohala smo veliko različnih podjetij, z veliko različnimi izzivi, težavami smo se srečevali pri svojem delu, tako ali pa drugače. Ko si rekel razmere, katere razmere? Kaj se je zgodilo? Zdaj, če rečeš Sloveniji razmere, vsi mislijo na krizo in vse ostalo. Ne, dejansko ne vem, delaš na različnih projektih, srečuješ se z izzivi, vidiš mogoče neke priložnosti, kaj bi bilo mogoče izboljšati, popraviti v različnih situacijah. In smo prepoznali smo priložnost v tem izobraževanju v podjetjih, tudi tukaj v Sloveniji, ko so sorazmerno, mislim, za svetovna merila, sorazmerno majhne organizacije, so imeli iščejo z prenosom znanja na zaposlene, kako poskrbeti za to, da se bodo neke stvari naučili, ki se jih morajo, kako poskrbeti za to, da bodo te stvari tudi znali, na dolgi rok, da se jih bodo te stvari nekako držale. Jaz na svoji prejšnji poti sem prišel mogoče malo bolj iz tega sveta gaminga in sem rekla, da združiti to znanje, ki ga imamo, zato da bomo na nek drugačen, zabaven način reševali en konkreten problem. V Sloveniji zdaj zaradi same velikosti trga ni bilo perspektivno to razvijati, smo se ozrli ven in pa so šle stvari nekako po naravni poti. To ni bilo nekaj zavestno odločitev v nekem trenutku, zdaj pa bom jaz podjetnik. Pride priložnost, te prepoznaš in skočiš zaradi tega, ker je zabavno. Dobro. Kot je kolega že omenil, jaz sem v bistvu že od malega sanja, da bom gradil podjetja v tujini. Tako nekako zdaj sledim temu in drugo si ne znam predstavljati, da bi delal. Nekako lahko, bom rekel, krajim svojo hitrost in kaj želim delati. Tako da jaz mislim, da je ful pomembno, da vsak, če ima neke sanje in ponavadi vsak ima, vsaj v določeni meri si še upa ni govoriti, potem pa sem zdi starejši postaja, bolj jih zatira v sebi. Jaz mislim, da je ful pomembno, da slediš sanjam in delaš to, kar te veže sedi od malega. Ok, super. Preden ste skočili na podjetniško pot, ste sigurno imeli celi kup nekih pomislekov, vseh tistih takih nevidnih rok, ki so vas držali nazaj, pa Martin, pa ti si nor, pa tudi mogoče, kaj so drugi ljudje, kaj so bile tiste neki pomisleki, ki so vas vseeno na nek način zavirali, da bi skočili v to podjetniško pot. Pomisleki notranji in konec koncev, ne vem, staršev, prijateljev, so bili kakšni taki pomisleki? Jaz sem začel sanjati o svojem podjetju, mislim, da pri 13. Rabil sem 7 let, da sem naredil prvo.
In takrat, kot sem imel kar dosti pomislekov, v bistvu imel sem sam, ali sploh lahko to naredim, nisem si upal, doma me niso razumeli, kolegi takrat me tudi niso razumeli. In dejansko okolica, mislim, da še danes me ne razume čist. Jaz mislim, da je takrat ful pomembno, tako sem prej menil, da slediš svojim sanjam in se sploh ne oziraš na to, kaj se ponavadi potem zgodi je, da ko tako slediš močno svojim sanjam oziroma svojim željam in jih ustvarjaš, da dejansko potem ostali skozi to, da vidijo, da v bistvu greš po tej poti, ti začnejo verjeti pa nekako postati tudi prepričani v tebe. Tako da jaz mislim, da je ful pomembno, da se ne ozirate, kaj ljudje okoli tebe o vas mislijo, ker ponavadi so bolj prestrašeni kot vi, tako da dejansko tudi ne želijo, da dejansko vi greste gor ali dol, želijo, da so res v nekem istem levelu, tako da ponavadi vas ravno ne bojo spodbujali vse na začetku. Tako da v začetku ste sami, kot podjetnik v neko težkih odločitvah vam ponavadi ljudje ne znajo pomagati, tako da boste si mogli sami, tako da tako. Hvala. Tukaj bi pač se strinjal, moj prvi pomislek je bil, zakaj se za to nisem prej odločil, recimo pred 13. Drugi pa ta, da jaz sem v bistvu istočasno, ko smo se prijavili na ta Start Cloud, se mi je tudi hčerka rodila. Imel sem ponujeno službo v Avstriji in sem pač na podlagi zmage na Start Cloudu, ko še nič ne pomeni. Takrat so pač samo še bolj smo začeli sanjati, kar je čisto prav, kot je rekel Robert. Sem se nekako po pogovoru z ženo, pač smo se pogovorila, smo rekli, neč gremo skočiti. Čeprav sem imel ful dobro službo ponujeno, pač v tujini, plačo, tukaj sem se pa v bistvu odločil za nekaj, za kar nisem niti vedel, če bom. Vedel sem samo, da bom imel, pač zaposlen sem bil na fakulteti za elektrotehniko, do konca leta še lani. Vedel sem, da bom imel še za naslednje 3 mesece nadomestilo iz zavoda in to bilo vse. Ampak tukaj sem v bistvu, pač jaz nisem bil sam, še 2 kolega, tukaj smo v bistvu verjeli v to idejo, da smo se nekako vsi tako odločili. Tudi kolega je pač pustil službo. In kaj so starši rekli, mama rekla? Ja, da danes zanima, ne mama ne, to je bilo najbolj presenetljivo, da oče je bil zelo proti oziroma pač zelo konzervativen glede tega, čeprav na začetku pač je to nekako izhajalo iz njegove ideje, pač ni verjel to. Mama je pa nekako razumela, nikoli ne bi mislil, da bi pač mama to podpirala, ker tukaj smo druge zadeve mogli še pravi stare posledice so, vse skupaj potegnile. Nismo več imeli kar za najemnino v Ljubljani, živeli smo v Ljubljani pred 4 leta, smo se odločili, da gremo domov živeti. Fotoku sem rekel, pač, če lahko za par mesecev pridem domov in vprašam, a že zdaj, sem rekel, ja, zdaj, Tako da pač imel sem pomislek, ampak to me tudi ni ustavilo. Pa še zdaj v bistvu verjamem v to idejo, pač pa prvo slediti. Ok, super, hvala. Jaz sem nekako prijatelj, tudi mene so vsi podpirali, pa me bodrili in tako naprej. Ne, hočem mogoče bolj malo provokativen biti, ko je Robi rekel, da na začetku vas okolica ne bo razumela in vse ostalo. Jaz imam drugačne izkušnje. Jaz pač nisem hodil spraševati za nasvet ljudi, ki ne vem, se na te stvari ne spoznajo. Jaz sem bolj kot ne se oprl na tiste ljudi, ko mi prej v Sloveniji že nekaj ratali, ko so dali skozi in sem prebil zelo veliko časa na sestankih z vsemi živimi tle. Mislim, slovenska ta startup scena, to je predvsem močna stvar. In tle, jaz moram reči, imam ful pozitivno izkušnjo, mi smo ful podpore dobili, ful feedbacka, tudi negativnega, ampak tako, konstruktivno negativnega. Nekateri so nas pač raztrgali na nekaterih področjih, ampak tako, in a good way. Se pravi, greš back to the drawing board, pa pač rečeš, ok, kaj smo se zdaj zamislili narobe za to, da pač človek ni bil zadovoljen, ko smo mu to predstavili. Smo pač nekaj teh vaj naredili, tako da jaz mislim, da pač, če iščeš podporo, tudi tukaj pri nas v Sloveniji, iz vidika, ne vem, nasvetov, pomoči, mentorstva, whatever, če znaš pač to poiskati, boš to dobil in to ful kvalitetno. Dost ljudi, ki so pripravljeni dost nesebično pomagati in to je ena taka stvar, ko fino funkcionira, bi bilo super, da funkcionira tudi naprej. Kaj ste lahko bolj konkretni? Vsi ste malo prikimali, vsak slovenski startup ekosistem torej je močen, ste v njem našli podporo. Kdo so konkretno, da bodo pač študentje si znali predstavljati, pa se znali oprti? Kdo so te neke inštitucije ali pa posamezniki, do katerih je fajn? Ja, ok. Mislim, jaz lahko konkretno povem, mi smo imeli zelo pozitivno izkušnjo takrat z fanti iz Mante, pač prvi so, ki so to stvar naredili, vedno so bili na voljo, tako da vsak čast. Ne vem, Aleš Špetnič, ko imel takrat Telekomov inkubator, nas je 2-krat tako konkretno sesul. Super.
Ja, ne vem, Jaka Levstek recimo bil naš board member nekaj časa v Londonu z Delapso. Ja, veliko ljudi tako nasplošno, no? Ne grem zdaj preveč v detalje. Ja, posel nam, mislim, še kaj ostali tovarna podjemo, Likovnik, startup šola. Ja, mi smo se tudi v bistvu tudi na te prednamce. Jaz imam nekako za zgled Mesi, pa e-šolo. E-šola mislim, da ni tukaj, se ne vključuje pač tega ekosistema, ampak so zelo uspešni. Pa pol vse te podporne inštitucije, inkubatorji, tehnološki parki. Hvala, Robert, imaš ti mogoče kakšno ime, naslov, na katerega se prvi, pa ga fanta nista omenila, ne? Zdaj, iz mariborskega konca, rekel se, kar nekaj mladih podjetnikov že obrnilo tudi na mene. Jaz zelo rade volje pomagam, lahko mi pošljete vsi email na robert.farazinov@gmail.com. Jaz mislim, da je ful pomembno, da ko kontaktirate koga takega, da ste zelo konkretni, da on ne zgublja časa z vami, vi pa ne z njim. Potem so seveda tudi Ljubljane kot Zemanta, je omenil kolega, v tujini Tomaž Štolfa, Jugoslav Petkovič, recimo to so podjetniki, ki so malo za vzor. Če jih boste kontaktirali, sem prepričan, da vam bojo odgovorili, koliko boste konkretni. Zelo pomembno je, da ste konkretni, da veste, kaj želite od njih in to zelo jasno poveste. Ok, super. Zdaj, če smo že pri konkretnem, prej smo imeli izziv skratka konkretne predstavitve neke podjetniške ideje pa produkta, zdaj že kak junak, ki bi želel to predstaviti tukaj naši komisiji in pa vam in si prislužiti to super slovenski prevod knjige Dela Vitko. Ne? Če zbiramo pogum, če se grevamo. Ok, ima kdo v tej fazi kakšno vprašanje za naše goste? Vas kaj zanima? Koliko izmed vas je tako malo zaščemelo, ko so govorili o podjetniških sanjah, pa to, da bi radi šli na svoje? Začetno financiranje. Kako preživeti? Obdobje je tam, ko imate, ne vem, research, development, varianta. Če sem marka skrb konkreten, mi smo bili prvo zaposleni v drugih podjetjih, pa smo pač ves tisti denar vlagali, smo popoldne delali še to. Pol kasneje pa smo imeli malo sreče, da smo par nagrad pobrali, v bistvu iz tistega smo se financirali. Na koncu smo imeli pa spet sreče, da smo bili pa ta slovenska investicija. Ampak v začetka, če si svojih prehrankov, pa v bistvu primarni job vlagaš v startup. Ja, tudi jaz, ko sem stavil prvo podjetje, sem vložil vse svoje študentske prihranke, ki je bilo kar nekaj. Tako sem v bistvu v enem letu zapravil ves tisti denar, prišel na nulo, oziroma še sposodil sem se nekaj. Potem smo rezali v Ameriki 1.600.000, preživeli tam par let. Potem sem si tudi nekaj prihranil in sem ustanovil, ko sem ustanovil novo podjetje TVBit, sem spet vložil svoj denar, v katerega sem vlagal, to podjetje sem vlagal 1 leto, svoj denar. Potem smo pa lani poleti rezali prvo manjšo vsoto, pa zdaj marca 2.300.000. Tako da nekako jaz mislim, da je zelo pomembno vse na začetku vlagate svoj denar, kolikor pač verjamete za delo. Zdaj s tem tudi pokažete res neko prepričanje v to, kaj delate. In tako nekako, jaz mislim, da je zelo težko kar priti nekam pa reči za 50.000 evrov, da vam bo jih nekdo dal. Jaz mislim, da morate imeti nekaj konkretne stvari za pokazati. Ali to, da že imate produkt do neke faze razvit, morate kakšno stranko in tako naprej. Ok, super. Ja, verjetno to je podobna zgodba, seveda. Mogoče to malo še navezuje na prejšnje vprašanje, kako začeti pa kako se prepričati, ali skočiti v to ali ne. Jaz sem mogoče pač iz preteklih izkušenj se naučil, da smo velike naredili to napako, ko je marsikdo naredi, se pravi, nekaj si spomniš, nekaj greš razvijati, nekaj hočeš narediti, zakuriš tam gor kar dosti denarja, na koncu ugotoviš, da mogoče ne bo šlo. Tako da v tem konkretnem primeru smo malo drugače naredili vse skupaj, smo si pač nabrali neko finančno zaledje, kako bi to speljali. In pa preden smo karkoli drugega naredili, ko smo se še odločili, ali bi šli v to zgodbo ali ne, je šel kolega preprosto tu v Sloveniji do ene firme in jim je to prodal, preden smo imeli sploh prvo stvar narejeno. In to je bila taka neka validacija, ok, če pa smo sposobni bolj kot ne PowerPoint slide prodati, pa verjetno, da obstaja priložnost, da se za to malo lažje odločiš. Je pa jasno, potem na začetku vedno pravijo, v tujini rečejo friends and family, da ti bojo dali denar. V Sloveniji mogoče to ni tako preprosto, zaradi tega, ker pa se vsi spopadamo s tem, da denarja ni nikoli dosti, ampak na začetku verjetno rabiš pač neko
nek začetni kapital, s katerim začneš. Ne? Ampak to vprašanje, ki dobiti finančno sredstvo za te prve zelo zgodne, tako imenovane semenske faze, jaz mislim, da je relativno pogosto vprašanje med temi podjetniki, ki štartajo, pa nekdo, ki razmišlja o podjetništvu. In se mi zdi, ne vem, ali se strinjate z mojo trditvijo, da je denarja za dobre podjetniške ideje vedno dovolj? Ja. Ja, jaz se tudi strinjam. Ok. Dobro. Nekaj tako. Mislim, zdaj, tu imata oba dva že izkušnje zaradi tega, ker sta kar veliko denarja že noter v firmo pridobila. Ne. Mi več ali manj se ta trenutek ukvarjamo samo s tem, kako prodajati stvari. Ne. Dejansko mi resne runde nekaj rezali še nismo. Koliko smo malo potipali, smo pač ugotovili, da to je tako peklensko težek job. Ne. Tako da verjetno, da dejansko je res, denarja je dovolj, ne. Tako kot tudi, ne vem, naročnikov je dovolj, uporabnikov iOS naprav je dovolj in vsega ostalega. Ne. Vedno je vseh teh, trg je velik, ne, in vsega je veliko na voljo. Ampak zato, da pa do tega prideš, pač ni tudi ne tako preprosto, ko se sliši. Pač na kjerkoli način zbiraš sredstva, ali zbiraš tako, da pač prodajaš, pa se financiraš iz tekočega poslovanja, ali zbiraš investicijo. Za vsako stvar se treba konkretno potruditi. Ne. Okay. Zdaj, če se še malo zadržimo pri denarju, torej vi ste obrali pot neke v bistvu organske rasti oziroma rasti z pomočjo naročnikov, ki vam plačujejo za vaš produkt. Zakaj ste se pa vidva odločila za drugačen način financiranja? Torej, zakaj, ne vem, ti v LaunchHub, v Bolgariji, po tisti Care, zakaj ti recimo po 2,7 milijona tveganja kapitala? Zakaj ne v bistvu prodati, pa s to prodaja rasti? Pri nam v bistvu zelo konkretno zaradi tega, ker mi imamo zelo zahteven produkt za razvid, tako smo mogli zaposliti veliko ekipo, ki zelo veliko stane. Zaposlili smo direktorico v tujini, ki za slovenske razmere spet veliko stane in vsekakor to ne bi mogli financirati s prodajo. Prodajamo takšnim strankam, da je kredibilnost zelo pomembna, tako da se zelo težko greš tam, nek startup zgodbo pa prej z nahrbnikom, pa probaš nekaj prodati. To so resni biznisi, ki pač imajo zelo veliko prometa in moraš biti tam kredibil. So zgodbe seveda, kjer jih lahko financiraš sam, kjer greš korak po koraku in jaz vedno to govorim. Rezanje denarja ni nekaj, pač rečeš, cool, mi smo pa rezali 1, 2, 3, ne vem koliko. Pa nam je to bila nuja in jaz sem šel rezati sam zaradi tega, ker smo rabili. Kolikor ne bi potrebovali denarja, ga ne bi šel rezati. Nikoli. V bistvu bi rajši imel firmo brez tega kapitala, oziroma mogoče bi ga imel malo zaradi tega, ker po eni strani mislim, da ko dobiš investitorje, če so dobri, so lahko tudi zelo dober board, dober nadzor v firmi, kako management operira, ampak drugače ne bi šel rezati denarja. Pri nam je bilo res nujno, ker smo ga potrebovali, da lahko zgradimo produkt, skelamo ekipo in delamo business development po celi Evropi, pa tudi Severna Amerika. Ok, super, hvala. Ja, pri nas pa je bilo zato tako, ker pač nekako smo bili novi na tem prodaji, če nismo mogli, isto ker produkt je še bil v razvojni fazi do trenutno tučeno dejansko. In prodajati nekako tudi vinarjem, ki so zelo pač tradicionalni, na ta način ni šlo. Po drugi strani pa, zakaj smo v LaunchHubu vzeli denar, zato ker je bila prilika. Rabili smo sicer denar, pokazala se dobra prilika, pa tudi boljši pogoji, kot od slovenskih angelov, ko smo ponudili. Ok, super, hvala. Konkretni odgovor, še kako konkretno vprašanje? Ja, izvolj. Mene pa zanima predvsem za tebe, Robert, pač več let očitno, da si rekel, da si imel že 5 startupov, prej si imel Double Records, kako v bistvu generiraš ideje? To pomeni, da ne vem, se ti nekaj prototipa potem raziščeš, ali je stvar zanimiva ali ni, kako v bistvu filtriraš vse te ideje, ali dejansko sediš za kompom pa googlaš, kje bi lahko bilo zanimivo. Pač kako si v bistvu zdaj čisto spremenil področje? Prej je bil marketing, zdaj je v bistvu analiza, čeprav razumem, pač uporabnik, te uporabnikov. V bistvu je bilo tako, da prejšnja ideja za Double Records se je nekaj tako porodila, in nekako, ko smo šli testirati na trg, je bil kar poprašovanje tako po njej. Ta druga ideja je prišla v bistvu se strani frustracij, bom rekel, uporabnikov teh podatkov na trgu. Ko sem zaznal to frustracijo in ko sem preučil trg, kako je velik globalno, kako je v bistvu tehnologija že starela 20 let, sem v bistvu začel pač kar to delati. Tako da sem naredil manjšo analizo trga in se potem lotil recimo TVBita, ki, ko gledam malo za nazaj, v bistvu idej je res veliko. In jaz imam kar težave s fokusom, če sem iskren, tako da tu pa tam še kakšno idejo po strani malo financiram za svoj hobi na nek način.
Ampak zelo pomembno je, da ko se ideje lotite, da prvič, da vi uživate v njej, ker so zelo težki trenutki in v tistih trenutkih ne boste mogli sami sebe motivirati, da te opustili. Pa druga stvar je seveda vredo, da čim prej vidite, da res na trgu nekdo hoče njo za to idejo plačati, oziroma za ta produkt plačati. Ta dva, no, to je zdaj. Ampak ideje je zelo veliko na trgu. Vsak dan se generirajo nove, zelo redke pa na koncu preživijo. Lahko boste eno podvprašanje. Zdaj, rekel si, da zbirate, da se denar rabi za to, da financirate to neko veliko ekipo, kar pomeni, da že po drugi strani pa si da pač na svet, da je fajn, da pač najdete torej idejo oziroma neko, torej produkt, za katero pripravlja nekdo nekaj plača. Zdaj pa, kako si prepričati, da je pripravljen to za nekdo plačati, če še hkrati nimaš nič narejeno, pa rabiš ful denarja, da sploh priješ do nečesa. Ja, zdaj, mislim, pri startupih dostikrat, bom rekel, nekaj stvari prodajaš, ko še jih nimaš. Pač stvari pripraviš tako, da že izgleda, kot da jih imaš, testiraš na trgu ali nekdo pripravljen za to plačati. In tako smo tudi naredili mi. Jaz se spomnim, in isto recimo pri WRecallu, kjer je še mogoče malo boljša zgodba, in sicer tam je bilo tako, da smo imeli market na dveh straneh, na eni strani smo mogli prodati oglaševalcem, na drugi strani smo mogli prodati založnikom. Sem šel z založnikom in sem rekel, da že imamo polno oglaševalce, ki vam želijo dati denar, nisem še imel niti enega. Potem sem pa šel k oglaševalcem, pa sem rekel, da imamo že vse te založnike in bi radi, da so oni pač prvi oglaševalci. In na koncu nekako upaš, da boš pač ta dva dobil, in na koncu smo dobili. Tako da kot podjetniki morate biti prepričani, morate biti zelo prepričljivi in včasih prodati kako zadevo, ki je še nimate, da preverite, če dejansko ljudje sploh rabijo in oziroma hočejo plačati. In potem imate, ne vem, mogoče kakšen mesec ali dva, da stvar vmes naredite in mu dostavite produkt. Vsaj prvo verzijo. Ok, cool. Imate oba dva druga kakve podobne izkušnje? Jaz v bistvu zdaj poskušam tem takim nasvetom slediti. Oziroma zdaj, mi smo se mogli preobraziti iz inženirjev v podjetnike in pač verjeti, da, ker pač kot inženir pač nočeš dati od sebe pač stvari, ki ne dela, oziroma sploh pač prodajati stvari, ki je ni, kot podjetnik je pa glih obratno. Je to ful boleč proces, je to ful boleča transformacija? Ja, boleče je, zdaj ne bolj z druge manj, ampak ja, pa ko vidiš, da ti pač vsi govorijo, pa tako, to je način, tako se to dela, pa probaš, se nimaš kaj zgoditi. Ok. Si to ne nimaš kaj zgoditi, to iz tvojih ust se tako smešno sliši, zato ker dobil si hčero, ostal si brez, oziroma pogodba se ti je iztekla, tako da to je malo hecno. Mislim, zelo ste relativizirali vse, to nimaš kaj zgubiti. Mislim, pač jaz bi tukaj samo dodal, pač mogoče včasih pomisliš, da lahko tudi živiš na en drug način, ne na tak, na katerega smo si vajeni, oziroma je nek zapisano, nas učijo starši, šola, oziroma cela družba, da edino tako, od 8 do 4, to je in služba in na ta način se preživiš lahko tudi na drug način. Se kaj pa rabiš v osnovi, da preživiš hranje, nekaj strehe nad glavo in to je to, pač všeč ti ima luksuz, ampak če tako pomisliš, se ne boš zaradi tega umrl, Jaz sem se samo vprašal, zato ker sem zdaj v to spustil, bo kdo zdaj od nas umrl, ali ne bo, Ja, pač ugotovitev bila, da ne, tako da pač ni kaj bo vjer. Ok. Zdaj, če se vprašate, iti podjetništvo, zdaj ste slišali, kaj je neko tako temeljno vprašanje, ki vam bo razrešilo to dilemo, ali iti ali ne, ali skočiti ali ne, se tukaj vprašate se, ali bo kdo zaradi tega moje odločitve umrl ali pa ne. Cool. Ok, vse so mi take zelo preproste ideje in nasveti, mogoče še imaš ti kako... Kako vprašanje? Vprašanje je bilo v bistvu tega, fake it till you make it, te neke teze. Ja, seveda, mislim, mi smo točno to zgodbo imeli, tako kot sem prej rekel, mi smo pač prvo prodajo smo naredili na podlagi PowerPoint prezentacije, in ja, pa pač malo švicaš, sej ni druge. Ok, cool. Še kako vprašanje, mogoče? Dobro, to še me zanima, skratka zdaj, ta ideja, skratka ti, Robert, ti si rekel, da si opazil, oziroma zaznal si to frustracijo, skratka, nekih broadcasterjev, da, nima nekega analitičnega orodja, ki bi jim na nek sodoben način prikazovala te podatke. Kaj pa ti, Martin? Ti si pa dejansko se spustil v panogo, neko zelo tradicionalno panogo vinarjev, in zdaj tako, v osnovi imamo v mislih, če si predstavljamo vinarja, nimamo v mislih nekoga, ki skače z iPadom od grozda do grozda,
ampak je ful tradicionalna panoga. Kje ste zdaj vi videli tu z neko novo tehnologijo priložnost? Oziroma, kaj je bila tista neka validacija, da pa obstaja trg za ta neki zelo napredno napravo, recimo? Ja, na začetku, se pravi, mi smo glede ideje malo pivotirali, se pravi, od naprave, kamor se zlije vino, do pač enega senzorja in IoT platforme. Najprej smo se mogli, pač jaz sem vedel, da vinarji merijo 4 parametre, je sladkor, alkohol, kislino pa žveplo, zdaj katerega od teh 4 se spraviti, ker zdaj kot inženir pač vseh ne moramo, uno napravo, ko smo prej omenili, delajo multinacionalke, kaj zdaj narediti, vinar od nas ven ni bil, še vedno ni, in smo rekli, ne bomo potrebovali tople vode, na biotehnični fakulteti imajo katedro za vinarstvo, gremo tam vprašati, kaj oni kjer te menijo, in potem gospa Tatjana Košmerl je rekla, ja, pač spremljala sladkorja, proces fermentacije, ker najprej smo mi želeli v bistvu imeti napravo, ki bi spremljala pač vino, se pravi, potem, ko je že skladiščeno, pač celo leto, ne pa samo dobje 2 mesecev, ko v bistvu traja pač vretje, nekako potem sladko in potem smo pa šli, Potem smo pa začeli market research delati, šli malo do parih vinarjev, vprašali, a merite sladkor, vam je to sploh pomembno, na kak način to zdaj počnete, Takrat smo pa v bistvu te lean metode, oziroma to, kar naj bi to domačo nalogo začeli delati. Še večjo domačo nalogo smo pa zdaj naredili to poletje, ko smo pa v bistvu poklicali 200 vinarjev, tako pač za prvi kontakt, potem pa 40 pač globlih intervjujev, in pa 20 smo jih pa nekako šli pa še obiskati in nekako pa ugotovili. Ves čas smo pač tudi sami nismo bili čisto prepričani, če obstaja za nas pač idealna stranka, oziroma če je to, pač mi smo bili prepričani, da to je rešitev, sem zdaj pač, če so pripravljeni, mi smo nekako na ta način pač ustvarjali trg, bi lahko rekel, oziroma grešeno. In na koncu smo pa dobili 2 idealne stranke, ki sta pa ona nas poklicali zaradi objav tega, in ves čas smo pač, mi smo zagovarjali, da pač vinar pač med trgatvijo porabi veliko časa za delo, pač za trganje in za menedžiranje trgatve in da mu zmanjka časa. In to so bile neke naše hipoteze in do teh zadnjih 2 pač nam dobenih ni potrdil. Smo mislili, ok, mogoče res napačno stvar prodajamo, ampak zdaj se pa je izkazalo, da dejansko, ja, ta 2 vinarja imata zelo visoko tehnološko klet, uporabljata INSES, pač pametne naprave, celo touchscreen imajo v kleti pač in vodi, se pravi, hladilni sistem prek tega in na koncu pač in razumeta, da je v bistvu tisto, kar je prišlo v bistvu iz naše strani, hkrati se potrdili pač znanstvenega vidika na biotehnični fakulteti, da je to pomemben proces, sta tudi ona dva v bistvu potrdila in sta rekla, da je to zelo pomembno in da pač želita. Celo en vinar že meri sladkor z enim drugim senzorjem, pa je v bistvu prvi, ki je ga vzel in plačal naslednji dan. Pa sem se vprašal, zakaj, pač jaz s tistim senzorjem merim bolj dinamiko, tukaj ta senzor pa pač bolj natančen. Samo da bomo zdaj vsi razumeli, skratka, to nabiješ kam? Navije se na ventil. Ok, navije se na ventil soda in potem je to povezano kaj z telefonom? Ja, pač trenutno je povezano letos preko kabla na N-Station, centralno postajo, je več teh senzorjev povezanih, ta centralna postaja je priklopljena na internet, podatke shranjujemo v cloudu, potem pa pač te podatke stopimo tako dalekoli. Naslednje leto pa pač nameravamo, v bistvu ves čas si želimo, pač, da bi to bil wireless senzor, ampak glih včeraj smo se o tem pogovarjali, če sploh potreba, če sploh vinarju je to dodana vrednost in nekako smo zdaj spoznali, zdaj ko testiramo, da niti ni. Tako da, čeprav se nam vsem cool zdi, pač wireless naprave, to bi si imeli, ampak vinarji so rekli, jaz bi pa mogoče rešil na kabel, tako da bomo zdaj videli, ali bo wireless ali ne. Pač kot inženir bi si želel, da je wireless, sem uporabnik napravi drugače. Ok, cool, hvala. Mogoče se samo pri tej pritrditvi, torej uporabnik pravi drugače, ti kot inženir, kot podjetnik bi si želel, da je to tak. Kje je zdaj tista meja med nekim podjetniškim vizionarstvom, jaz sem tisti Steve Jobs, ki točno vem, kaj uporabniki rabijo, čez 1-2 leti, pa med tem dejansko, da prisegaš na neko tako konkretno povratno informacijo z trga. Je res, da pač ima absolutno kupec vedno prav in da v 100% primerih poslušaš to, kar kupec želi, ali si daj drzneš v bistvu narediti nekaj, kar misliš, kar čutiš, da je prav, pa mogoče ti kupec tega ne potrdi. Mogoče to vprašanje za vse. Sam pač jaz bom na hitro zaključil.
je ziher je nekje meja, ne? Zdaj, kje je tam, pri nas je v bistvu bilo to, da smo jih prepričali, da dejansko oni potrebujejo ta senzor, ne? Zdaj, da kak se pa pomontiral, pa bomo mi njih poslušali. Okay. Pri nam so kupci kar v kalupi že, ker zadnjih 20-30 let v bistvu je ena ameriška korporacija, ki servisira s temi podatki, tako da dejansko si sploh ne zna predstavljati, kaj več vse lahko dobijo. Tako da zelo dost v bistvu jim mi dajemo direction, kam bo ta industrija šla, oziroma mi jo želimo pelati pač po naši neki viziji. Tako da zelo, bom rekel, mi diktiramo, kako na nov način prikazovati podatke, katere podatke in tako naprej. Okay. Se lahko samo malo bolj konkretno za tisti, ki ne poznate TVBita, kaj konkretno, mislim, kdo je tvoja stranka, pa kaj konkretno tvoja stranka recimo dobi od tvoje storitve? Ja, zdaj mi merimo gledanost televizije, zgodovinsko se s tem ukvarja podjetje Nielsen. Oni merijo to tako, da imajo takšne napravice v dnevnih sobah 400 gospodinstv, recimo, ne dajmo za primer Hrvaške. Torej na Hrvaške imajo 400 gospodinstv, v kateri imajo tako napravo in ko vi gledate televizijo, imate dodatni daljinec, s katerim tudi pač prižigate to drugo napravo. Ne? Tako se to dela zadnjih 20 let, ponekod še celo možeš pisati na roko. Ne? Zdaj, kaj mi delamo, je to, da v bistvu mi se povežemo z operaterji televizije in tako recimo na Hrvaškem imamo 500 000 gospodinstev, ko sploh ne rabijo nič delati. Ne? Oni pač gledajo televizijo, tako so gledali normalno z enim daljincem in naš software to avtomatsko meri z 500 000 v real time. Tako da je dejansko čisto drugačna baza podatkov, dosti večja, dosti bolj natančna. In potem naši kupci teh podatkov so pa seveda vsi, ki pripravljajo program, torej vsi televizijski kanali, ampak to je pač nek začetni market, plus seveda same platforme, da jim pač povemo, kako ljudje spremljajo televizijo v različnih paketih. Pol je še pa tretja vrsta strank, ki je pa za nas, bom rekel, največji potencial strank, ki še ga sploh nismo začeli prav nagovarjati, so pa oglaševalci. Ne? Vse te oglase, ki vi vidite na televiziji, so oni zelo dosti pripravljeni plačati, da mi zelo natančno povemo, kdo jih gleda, kaj gleda in tako naprej. Zgodovinsko recimo ta podjetja zelo slabo to merijo, oni ne morejo meriti recimo na sekundi natančnost in tako naprej, tako da včasih sploh ne vejo, ali kdo gleda ta oglas ali ne. In televizijsko oglaševanje je daleč največje oglaševanje na svetu, predstavlja 250 milijard, mogoče vam ta cifra ne pove nič, ampak recimo to je 6-krat več kot recimo Google naredi v enem letu. In je zelo slabo, zelo slabo servisirana se strani teh analiz in to zaradi tega, ker je zadnjih 20-30 let eno ameriško podjetje imelo monopol. Ima ga tudi v Sloveniji, na Hrvaškem posod in dejansko mi jim zdaj malo pač gremo v zelje počasi. Okay. To nikoli ne vem, ali si taki podjetnik, ko greš take velike korporacije, si malo obrisan, ali si ful pogum, da greš enemu Nielsenu delati konkurenco? Jaz mislim, da glede na zadnjih par let sem delal startupe res v različnih branžah. Bil sem tudi v mobile, ki je full hot in tako naprej in vam povem, da se mi zdi, da konkurenca je tam še večja. Ne vem, vsak dan pride 1000-2000 novih appov na vaš telefon oziroma v ta App Store in tam si izgubljen. Tako da pri naši industriji res je, da je industrija takšna, ki traja vse mogoče bolj počasi, rabiš več finančnega kapitala, da jo lahko začneš, bom rekel, nagovarjati. Ampak dejansko v tej industriji je par podjetij, jaz jih lahko naštejem na roko, na prste ene roke, globalno, ki nekaj v tem pomenijo. In ja, mi, bom rekel, pač probamo spremeniti to industrijo. Tako da mi tekmujemo s 5, ko date en app ven, tekmujete s par tisočimi. Tako da, bom rekel, danes ni neke lahke industrije, ampak kaj sem se jaz naučil skozi vse te poskuse, je, da je boljše iti v neko nišo, ki jo, bom rekel, večinoma malo pozabiti. Sem tudi jaz nikoli nisem vedel, kako ljudje televizijo gledajo, sploh merijo, jaz sam televizijo sploh doma nimam. In nekako, bom rekel, ni glih ravno tak klasična start-up ideja. In mislim, da je to boljše. Ok, dobro. Jaz imam eno vprašanje samo, kaj pa IP televizije? Ja, kaj z njimi? Tja lahko pride za zdravljena, imajo to oni v bistvu svojo? Ne, v bistvu vse televizije, tudi IPTV, kabelska, vse v bistvu, ki ima set-top box in ki je ta set-top box povezan na internet in teh, da prav je vedno več, vse te mi merimo. Tudi če gledate televizijo na tablici, telefonu, kjerkoli. No, ampak kaj, ponudniki IP televizije v bistvu delajo teh meritev sami? Ne. Ok, čakaj, tam vzale? Ja. Mene samo zanima, kako ste uredili z operaterji, se moraš strinjati, da te podatke dajo od sebe? Ne, v bistvu uporabnik se s tem ne rabi strinjati.
In sicer to ravno zaradi tega, ker mi ne dobimo nobenih osebnih podatkov o tem gospodinstvu. Naša tehnologija deluje tako, da mi dejansko, recimo primer, vidimo, da eno gospodinstvo spreminja program, ampak ne vemo nič o tem gospodinstvu, niti ne vemo njihovega naslova, IP adresa, ničesar. Torej mi, kot podjetje TV Bit, mi ne moramo recimo priti do vas pa reči, vi doma gledate to. In zaradi tega smo v bistvu imamo v Evropi Evropa je glede teh privacy zakonov kar stroga v primerjavi z Ameriko in naša storitev, naša tehnična rešitev je totalno kompatibilna z Evropsko direktivo, kar je bilo za nas zelo pomembno. Tako da dejansko s vsemi partnerji, ki delamo, nas tudi to sprašujejo in če tega ne bi imeli, smo ne bi mogli dobiti podatkov. Kako pa v bistvu delujete s temi operaterji na ta način, da imate partnerstvo ali vi dejansko plačujete za te podatke? V bistvu mi imamo z njimi partnerstvo, v bistvu sami operaterji so zelo sami zainteresirani za te podatke. V bistvu njihov največji strošek predstavlja 60% stroška teh operaterjev predstavlja content, torej oni plačujejo za vsak program, ki ga vi gledate ali ne gledate. In operaterji o tem v bistvu nič ne vedo. Bolj je zanimivo, da imajo vse te podatke, ampak sami tega niso sposobni obdelovati. Tako da v bistvu mi ponujamo tudi njim storitev, tako da mi kot TV Bit prodajamo vsem. Mi prodajamo tako operaterjem, ki so naši partnerji, in oni plačujejo tudi za našo storitev, da mi povemo dejansko, kaj njihovi subscriberi gledajo, v katerih paketih, pomagamo jim optimizirati pakete, pomagamo jim pri pogajanju za content, pomagamo jim pri tem uporabnikih, ki bo šli stran, torej za te storitve oni plačujejo vsak mesec, potem pa smo v bistvu jim tudi pomagamo monetizirati te podatke, ko pa te podatke monetiziramo na trgu, pri oglaševalcih, kanalih, pa si delimo z njimi revenue share, tako nekako izgleda naš biznis model, je pa tudi zelo odvisno od trga, na katerem smo. Ok, še kako vprašanje? Ne? Ok, zdaj me pa zanima, ne? To, ko ste v bistvu predstavili, ne? Sedaj, ti, Robert, oziroma vi z vašim podjetjem ste v bistvu želite zelo revolucionirati torej, podatke, ki jih dobite, skratka, z vašo zgodbo se sliši super, Martin, vaša, skratka, količino binarjev rešujete, sliši se super, Tija, vaša zgodba, full fine, kakšne so pa zdaj tvegane, da pa ta super zgodba, ki se sliši zelo obetavna, da pa to vseeno ne uspe, oziroma zakaj, prej sem dal eno številko, da 9 izmed 10 startupov propade, Kaj so tiste stvari, ki vseeno neko obetavno zgodbo lahko v tem trenutku recimo pri vas ogrozijo, oziroma kaj so faktori uspeha na drugi strani? Ker si, skratka, če vas zdaj tako poslušam, zdaj tako bi vas investiral vas, itak zunaj vas čaka Ferrari vsakega izmed vas, ker ste se pripeljali z njim, skratka, super se sliši, ampak verjetno je vseeno tveganje, neko da to ne uspe, pa kaj so tisti faktori, od katerih je zdaj neki preboja pa uspeh odvisi? Jaz bi rekel, jasno, ogromno je teh faktorjev, zakaj lahko gre vse skupaj zagruniti. Najprej lahko zmanjka denarja v kjerkoli točki, ali pa pač ne generiraš toliko denarja, da bi, tudi če ga je še načelno dovolj, da bi bil zadovoljen s tistim denarjem, ki ga generiraš, pa ti tehtaš ali, ne vem, vredno službo ali kamorkoli drugam, Ampak, če pogledaš iz druge strani, zdaj tu naštevo, kaj vse lahko gre narobe ogromno, tudi kjerkoli druge si danes lahko gre tako, marsikaj zelo, zelo, zelo narobe, in pač, ne vem, mogoče imamo tle v Sloveniji še vedno tak safe pogled na to, imaš službo, je redna služba, je to bolj varno, kot karkoli drugega, ampak v resnici ni nič drugega, kot prelaganje te odgovornosti na to, kaj je varno, pa kaj ni varno na nekoga drugega, Če imaš svoj lastni startup, pa če ga sam šofiraš, imaš pač vzvode v roki, ko jih lahko potegneš zaradi tega, da pač stvar gre v tisto pot, ko verjameš, da je to v redu. Po drugi strani, ne vem, če so v neki večji organizaciji, sej so pač bolj rigidne, imajo mogoče malo daljši runway ali karkoli drugega, ampak te razmere se zelo spreminjajo, in tudi te stvari, ko se zdijo dosti varne danes, ne vem, že mogoče jutri, po jutrišnjem ne bojo tako zelo varne, pa niti ne boste imeli vpliva na to, kako zelo so. Tako da jaz nisem neki blazno črnogled glede tega, kaj se lahko gre narobe. Seveda lahko gre, ampak v življenju gre tako zelo veliko, marsikaj narobe. Stvar je samo tem, koliko se lahko odzivaš, pa koliko imaš manevrskega prostora, da se odzivaš. Ni tako slabo. Dobro, hvala.
Ja, tukaj se strinjam, marsikaj gre lahko narobe, tudi stvari, ko sploh ne misliš, da gre lahko narobe, ne? Recimo, da bo cel avgust dežvan in pol vinogradniki bojo vrli dol grozdje in zaradi tega jih 5 zgubiš, naprimer, ne? Oziroma, da pozabiš podaljšati domeno, ne? Ko imaš app na produkciji že, ne? Ker imaš 5 domen, ne vem, mislim, ampak jaz tudi ne razmišljam tako, ne? Kaj gre lahko vse narobe, ne? Ker če bi to razmišljal, pa bi verjetno se že glih lani raje ustrelil, ne? V koleno, ne? Ker bi vedel, kaj se bo lahko šlo narobe, tako da vse gre lahko narobe, ampak lahko gre tudi kaj prav, ne? In pač glih tiste stvari, ko se ti pač posreče, oziroma ti uspe, te vodijo naprej. Hvala, Rogi. Zdaj, pred nam, mogoče se res sliši pač zanimivo, no, da smo v eni taki industriji in ni dosti, rekel, konkurentno. Jaz mislim, da vseeno je challenge, no, zgodovinsko je vsaj 10 podjetij, katere jaz vem, so poskušale, bom rekel, na nek način prodreti v ta trg in so vse failale, ne, so propadla. Zdaj, ko eno podjetje ima 30 let monopol, je zelo težko priti bom rekel, v neke te biznise in jim ponuditi novo rešitev, zato ker je že ustvaljeno. Tako da rizik, to je vsekakor en rizik tega monopolista, da on nas vsekakor lahko, bom rekel, ima tudi kapitalsko tako možno, nas lahko, bom rekel, zelo enostavno kupi tudi na koncu, kar je bilo zelo dobro, ampak načeloma lahko nas uniči na določenih trgih, recimo, ne. Tako da, potem druge nevarnosti, ki imamo, so vsekakor zaposleni, ne. Vsekakor, ki vsakega podjetja so zaposleni, ne. In če tukaj res ne najdeš pravih ljudi, podjetje faila, ne. Kljub temu, da ti lahko režeš milijone in tak naprej, na koncu ne boš mogel prodati ali ne boš imel pravega produkta, ne. Naslednji challenge, ki ga imamo, je, da bomo dejansko, nam bo prej zmanjkalo denarja, kot je omenil kolega, ne. Tako da, jaz mislim, da challenge je zelo veliko, zato bom rekel tudi zelo veliko podjetnikov propade, oziroma podjetij propade. Zelo pomembno je, da se teh challenge-ov zavemo, pa ne rabimo niti biti pesimistični, gledaj samo, da vemo, kaj lahko gre vse narobe, ker pri startupu, kaj sem se jaz naučil, da je zelo pomembno, da veš, ko imaš neki risk zelo visok, da ga probaš pač na tistem področju zelo hitro znižati. Recimo, en izmed stvari, ki sem se jih jaz naučil pri Double Record, je bilo to, da jaz sem, bom rekel, v 4 mesecih smo zrasli iz 4 ljudi na 25, office Ljubljana, Tokio, New York, rezal 1.600.000 in jaz pri 24 nisem bil sposoben menedžirati takega podjetja. Mi smo failali deloma tudi zaradi tega, ker jaz nisem zaposlil pravih ljudi v New Yorku. In recimo, kaj sem naredil tukaj, ko sem začutil, da smo spet na pravi poti z TV-bitom, da imamo pravi timing, sem zaposlil direktorco, ki je v industriji že 20 let. Ne. Tako da, ko se zaveš določenih rizikov, moraš dokaj hitro reagirati, da ga zmanjšaš. Je pa res, da nikoli, bom rekel, ni obdobja, ko ni rizika, ne. Recimo Nielsen je monopolist, pa ima rizike vsak dan, probajo nova podjetja jih uničiti, customers so nezadovoljni, zdaj recimo prišlo ven, da so 6 mesecev objavili napačne številke in tak naprej. Tako da, riziki so vedno, ko si startup, pa tudi ko si veliko podjetje, že imaš tudi druge rizike. Recimo imajo riziki tega, da več niso inovativno sposobni, ne. Vsi se čudijo, kako lahko nek nov naredi, zakaj že Nielsen tega ni naredil. Oni imajo 60,000 ljudi, to je organizacija, kjer je zdaj pomembna bolj politika, kot pa inovacija, in to so bolj priložnosti startupa, ne. Tako da, vedno, ko je na eni strani za nekoga risk, je to priložnost za drugega. Tako da, zelo pomembno je, da se zavedate riskov, ki jih podjetje lahko ima, oziroma so na vaši poti, in ko se jih zavedate, jih ne dajete na stran, se bo, ne, ker ne bo, ne. Tako da, treba jih nekaj adresati zelo hitro. Ok. Super, pa da počasi zaključimo, pa zaključili bomo optimistično, malo ne pesimistično, ne, oziroma ne bo zaključili bomo s priložnostjo, oziroma na sveti, kako, ne, če smo prej rekli, torej, kaj so tveganja, ne, kaj so pa zdaj torej na sveti, ali pa konkretne akcije, dejanja, s katerimi pa povečati možnost uspeha, če bi vsak lahko izpostavil enega, recimo, kaj početi, da bo povečal možnost uspeha svojega podjetja. Mogoče eno stvar vsak izmed vas izpostavi. Martin, mogoče ti začneš? Ja, spoznati se s panogo, v katero pač stopaš. Ok, torej poglobljen pogled v panogo, vas konkretno vinarjev, se pogovarjati z njimi, jih analizirati. Okay. Pa mogoče na ta način odkriti kakšen večji problem, ne? Da ti ga probati rešiti, ne pa tega, za katerega zdaj misliš, da je največji. Torej, analizirati panogo in dvomiti v bistvu svoje predpostavke izhodiščne, bi lahko tako povzel. Ja, dvomiti oziroma pač
ves čas biti na preži, ne? Ok, odločil si se za eno panogo, zdaj pa, a je zdaj res to v bistvu rešuješ ta problem, oziroma imeti pač biti na preži, če mogoče še kakšen problem veš taki. Ok, hvala. Ja, dosti podobno. V resnici mislim, ves čas moraš testirati tisto, kar delaš. Ne se zapreti mogoče nekam, pa pač misliti, da rešuješ nek svetoven problem, ne da bi to res dobro preizkušal. Na preži biti, pogovarjati se, izpostavljati, iskati ljudi, ki lahko pomagajo, pa izkoristiti res vsako pomoč, ko je na voljo, zato da to nekam preneseš, pa mogoče ne v neke miselne okvire se zapirati. Pač tisti feedback, ko ga dobiš, moraš znati valuirati. Včasih je koristen, včasih tudi ni. Ne? In se vedno testiraš, vedno se challengeiraš, a je to to ali ni to to. Ne? Vsaj na začetku je to ekstremno važno. Ok, cool. A Robi še ti? Jaz pa mislim, da je zelo pomembno osebna lastnost človeka. Tako da jaz verjamem, da je ful pomembna zagnanost in vztrajnost. Brez teh dveh zadev, z zagnanostjo boste prepričali ljudi, da bo začeli delati z vami. Zelo pomembno je, da se povezujete in treba biti zagnan, da prepričate tim okoli vas. Potem, ko pa imate ta tim, pa treba biti vztrajen. V podjetništvu boste slišali ne zelo dostikrat, večkrat kot pa ja. Isto je kot skoro pri puncah. Tako da res je treba biti vztrajen in zagnan. Okay. In vse ostalo se bolj poklopi. Torej, vztrajno zagnanost, poglobljen pogled v panogo, torej raziskovanje v panogi in pa torej, kam bi artikulira tvoja misel, Matija? Mislim, preizkušati tiste stvari, ko jih delaš, deliti jih z ostalimi, testirati, kako gre, ne gre, feedback dobivati. Dobro. Zdaj, ko je Matija omenil feedback, še kdo želi feedback na svojo idejo, kdo želi predstaviti idejo? Se že kdo pogumil? Samo to neko famo še razbimo za konec, ne? Velja neko tako prepričanje, jaz pa ne bom povedal svoje ideje, sploh pa ne tak javno, zato ker mi bodo vkradli. Dajte hitro en komentarček na to. Jaz mislim, da je to bullshit in da ideje treba deliti, ker kaj sem se jaz naučil je to, da eksekucija ideje je zelo težja kot pa samo omeniti idejo. Tako da v Sloveniji še kar ljudje skrivajo idejo nekako tako, kot se ne upajo nič javno izpostaviti in kaj vprašati, tako da vse počasi gremo v drugo smer. Okay. Ja, jaz bi se čist strinjal in pa mislim, da dokler ne bojo dali to sami ven, ne bojo tega spoznali. Se pravi, dokler se ne bojo prvič upali povedati in videli, da tako je za vogalom, ko bojo nekomu povedali, ne bo jutri pač imel, se ne bo začel s tem ukvarjati, pač to mora vsak sam izkusiti, tudi jaz sem mogel. Pa tudi, pač tako, vsak ima svojih problemov dost, pa vsak misli, da so njegove ideje najboljše, tako da ne se pa. Ok, super, hvala. Ja, mislim, valjda, nimaš kaj izgubiti, mislim, sam pridobiš lahko v končni fazi, ne. A veš, zdaj nekaj skrivati, pa ljubosumno pri sebi gret, če tako preprosto skopirati tisto idejo, pa najbolj ni prava, ne, zaradi tega, ker sigurno vas bo nekdo prehitil, nekdo je z nas sigurno boljši narediti, ko vi, če je res tako preprosto narediti, ne. Oziroma je že dela. Sigurno, ja. Ok, cool, jaz mislim, da si naši gosti zaslužijo en velik aplavz. Časa nam je izteklo. Vseeno, ne, pač te knjigo jaz že imam doma, ne, pa verjamem, da fanti tudi tega vseeno moramo zdaj v bistvu podeliti, ne, podelili bomo najbolj aktivnemu članu našega občinstva, ne, ki pač največ spraševal in to je bil fant v modri majčki, tako da prosim pridi na oder si po to knjigo, nekoga bom prosil, da naredi eno fotko, Vera, boš ti stopila, pa tu, gospa, gospodična. Pa skaj prosim naše goste, da stopijo mogoče naprej, pa da skupaj naredimo eno sliko. Ja, evo. Nekaj zdaj, fama je, ne, pač, da so podjetniki, start-upi, ne, kot rockstari, ne, in zdaj, evo, ne, pač vsak si želi z rockstari slikati, jaz mislim, da to so rockstari, če ne še danes, pa jutri, da vse prosim, da stopite naprej. Evo. Vzami knjigo v roko, izvoli, da se kar to nekje spredaj postavite. Se lahko mes. Ja, definitivno moramo naslednji tako punco predveljati. Ok, tak super. En velik aplavz, hvala, da ste prišli tukaj. Hvala gostom. Jaz vam želim še en lep